Evo me, jutri grem na morje, tole je noč, iz četrtka na petek, 25. na 26. Jutri grem pa na Pašman. Sem tudi obril, zdaj zaključujem tole brandato obdobje. Malo se bom obril, da me malo sonce uhvati dol na Pašmanu. Ne ljub se mi brit, pa tudi baje mi brada paše. Vsaj nekatere mi tako rečejo. Evo, odločil sem se, da napišem nek tekst, ki ga bom pa zrecitiral. Ne bom rekel, da bom glih plonkal, ampak ok, Žižek je plonkal na intervjuju. Jaz načeloma pa na intervjuju pa res ne plonkam. Ampak to je neko konsistentno predavanje na temo, zakaj sem ali pa zakaj nisem psihoanalitik. Jaz sem neštetokrat slišal te očitke, češ, da nisem psihoanalitik. Jaz sem na več mestih, v več intervjujih, v več teh videih povedal, kaj sem, pa kaj nisem. Tudi v podcastih, teh tradicionalnih, sem jih imel, sem povedal. Ampak vendarle sem tudi povedal, da se imam za psihoanalitika, da se imam za Freudovca, ampak da nisem psihoterapevt v psihoanalitičnem smislu, ne? Se pravi, nisem psihoanalitični terapevt, ne delam tako, kot je Freud delal, ne delam tako, kot delajo sodobniki Freuda, ki se imajo za psihoanalitične psihoterapevte. Jaz ne delam tako. Zato je upravičeno, da se mi očita, torej, reče, da nisem psihoanalitik. Ne, moj pristop v psihoterapiji je absolutno drugačen od Freuda. Torej, bistveno drugačen, absolutno drugačen, ne. Današnji psihoanalitiki se nekritično, zdaj slovenski, hrvaški, srbski, tudi v svetu, se dosti nekritično odzovejo na ideje izobraževanja. Jaz sem pa tukaj upornik, ne, z razlogom, ker pač toliko poznam, da se upiram metodi psihoanalize, psihoanalitični metodi, kakršno je prakticiral Freud. Pa bom v nadaljevanju povedal, zakaj. Jaz sem Freudovec v nekem propedevtičnem smislu, ne? Zdaj, propedevtika pa je neka fundamentalna znanost o duševnosti in cela psihoterapija. Na desetine, da ne rečem stotine psihoterapevtskih metod v resnici temelji na Freudovi psihoanalizi. Ampak psihoanalizi kot konceptu, bolj bi rekel teoretski psihoanalizi, konceptualni psihoanalizi. Torej, tudi jaz sem v propedevtičnem smislu psihoanalitik. Psihoanaliza je zame v osnovi koncept razumevanja sveta, duševnosti, družbe, psihopatologije. Ampak v osnovi je zame psihoanaliza predvsem fundamentalna znanost o duševnosti. Tudi veda, skozi katero se da družbo razložiti, ker pač jaz sem sociolog kulture, magisterij imam en od treh na tem področju. Doktorat iz antropologije vsakdanjega življenja, ki ga nisem smel opravljati, zagovarjati. Skratka, jaz se telih mojih strank, klientov, jaz jim ne rečem pacienti, se jih lotevam skozi poznavanje duševnosti. Lotevam se njihovih problemov, ki imajo status simptoma. In skozi psihoanalizo razumem delovanje duševnosti, družbe in s tem znanjem potem kot kritični mislec nekaj povem. Nekaj odmevnega, nekaj drugačnega. Ljudje me tudi uslišijo zato, ker ne blefiram, ne prodajam bučk. Jaz resno mislim, ne? In to pa je opažate, ne? Da sem jaz tisti, ki resno misli. Meni se verjame, ne? Drugi se neke bučke prodajajo. Ali pa niso suvereni v podajanju svoje kritične misli. Zdaj naj še rečem, da v Sloveniji nobene psihoanalitične šole ne obstaja. Tudi v svetu se je mogoče katera šola
ali pa inštitut, fakulteta razglasila, da je psihoanalitična fakulteta, ampak v Sloveniji ni take fakultete. Univerza Sigmunda Freuda je psihoterapevtska fakulteta, to ja, in nosi ime po Freudu, ker je to franšiza Dunajske univerze Sigmunda Freuda, ampak ne gre pri tej fakulteti za izobraževanje psihoanalitičnih terapevtov, ampak nasplošno psihoterapevtov. V zadnjih letih se mi zdi, da pa tudi tam izobražujejo tudi psihoanalitične psihoterapevte, ki so eni od, ne, tam so gestalt, realitetna terapija, kognitivno-vedenska, pa tako naprej, ne, pa imate tam še neke plesne une, pa jungovska psihoanaliza, lakanovska psihoanaliza, ne, obe dve testa bolj tako, ne. Ampak pustimo to. Se je pa Univerza Sigmunda Freuda vzela kar pravico, da podeljuje neke licence. Se je tudi teološka fakulteta tam podeljuje licence, pa mogoče medicinska fakulteta, psihologija, oddelek za psihologijo. Ampak tudi na področju psihoanalitične edukacije se mi zdi, da Univerza Sigmunda Freuda je kar dobila nek samodejni primat in zdaj kar izobražuje psihoanalitične psihoterapevte. Ne. Zdaj bi jaz rekel, le kdo jim tam predava, kdo jim daje licence, kdo tam sploh kaj ve. Sej vejo nekaj, ne, ampak ok, pa tudi to ni zdaj bistvo tega mojega ekspozeja. V zadnjih letih pač se je tudi Univerza Sigmunda Freuda malce ukrepila predavateljsko in ni tako slaba, kot je bila pred 15 leti, recimo. Se je to vse skupaj začelo. Tudi licence takrat niso smeli podeljevati. Naknadno so si jo pridobili. Zdaj, moram pa reči, da igra pa svetlo točko v prizadevanju, da se psihiatri ne bi polastili tega psihoterapevtskega zakona. Ne. Klinični psihologi pa psihiatri so skupaj stopili, Teološka fakulteta in Univerza Sigmunda Freuda so pa na drugi strani brega. In jaz bi njim dal pa večjo možnost sodelovanja oziroma odločanja, kakšen bo psihoterapevtski zakon. Ker te psihiatri podlegajo torej farmacevtskim lobijem in vse je zdaj samo tablete, tablete. Ne, ne. Beseda je tista, s katero je treba pristopiti k predrugačenju pacientov, ki niso bolani, ampak so, kako naj rečem, spotaknjeni z določenimi nezavednimi procesi. Naj še rečem uvodoma, da različne države imajo različne te edukativne procese pridobivanja licence. Malo mi je znana Srbija, malo Hrvaška, ne vem točno zdaj, kakšna je Avstrija, pa tujina, verjetno je Argentina močna, ker je psihoanalitično močna. Ne. Spomnimo se, da je Žižek bil poročen svoj čas z neko hčerko nekih psihoanalitikov, močnih v Argentini. Analija je bilo ime po psihoanalizi. Vse se je hit ločil, zdaj ima Jelo Krečič. Zdaj, tako bom rekel, moji trije podiplomski študiji so bili inherentni povezani s psihoanalizo, s Freudom. V teh treh podiplomskih študijih ne imam 3 indekse. Temle vzadca, tole zaveso so. Tam je kopica nekih predmetov, ki sem jih upravil večinoma z 10, povprečna ocena imam blizu 10, ne, na vseh treh podiplomskih študijih. Kljub temu, da doktorata nisem smel zagovarjati. Ne. Ampak vsi ti, večino teh predmetov je bilo vezanih na psihoanalizo, posebej v drugih 2 podiplomskih študijih, na sociologiji kulture in na ISH-ju, kjer bi moral doktorirati 2001. leta. Sem pa na psihologiji pa naredil pa psihoanalitični magisterij iz psihoanalize motivacije, potem, ko nisem smel v Zagrebu magistrirati iz psihoanalize bega v bolečino, se pravi športnih poškodb, ki večinoma tlele not nastanejo. Če ne govorimo o teh grobih favlih. Ne. Se pravi, psihoanalizo imam jaz sicer v osnovi bolj za psihoanalitični koncept, propedevtični koncept, ne za v ožjem smislu za psihoterapevtsko
metodo, ki je ena od, po mojem mnenju, zastarela. Ampak ne upam o tem govoriti, ker nočem Freudu sesuvati kredibilnost. Psihoanalizo propedevtično pa imam v mezincu, ne, to pa lahko rečem. Uh, Jaz sem začel terapirati uradno 2007. leta, sem odprl SP, ko sem tam izgubil službo kot direktor Zavoda za šport, sem bil pol na cesti eno leto, pa sem odprl SP in sem začel svetovati. Ne, potem so pa hodili vsak teden k meni, to je bila pa že terapija, že eno svetovanje pri meni, ali pa branje mojih knjig, mojih teorij, poslušanje mojih podkastov, videov, je psihoterapija, oziroma ima psihoterapevtske učinke. Jaz sem bolj podajal neko drugo mnenje. Psihoanalitično sem svetoval, bi bil korektni izraz. Zdaj pa tisti, ki so vsak teden k meni hodili, ne, nekateri 2 leti, čez 100 obiskov sem imel. Moja psihoterapija traja 3 ure. Se spomnim ene ženske, ki je 2 leta pa pol k meni hodila, po 3 ure vsak teden. Tudi za novo leto, med vsemi prazniki in počitnicami, enkrat celo po noči, ker nisem imel časa. Tako je bila vajna pri tistem psihoterapeutu, h katerim je pa prej hodila, ki je bil zelo podoben meni, oziroma jaz njemu. Pa ne me sprašvati, kdo je to bil. Se pravi, 20 let imam nekih izkušenj. Zdaj, če bi šel tele številke gledati, uradne jih imam čez 1000 teh, ki hodijo. Zdaj, ali enkrat, ali pa 150krat, ne. Večinoma jih pride večkrat, ne samo enkrat. Ali pa bom rekel, večina jih enkrat pride po nasvet, pa po 5 letih mogoče spet, pa po 10 letih spet, pa tako naprej. Skratka, jaz sem se tudi, da bi rekel, izobraževal. Jaz sem Freuda sam študiral, sem pa hodil na različne kongrese, malo preverjati, koliko kaj konkurenca ve, oziroma ti, ki naj bi nekaj vedeli, koliko vedo v primerjavi z mano. Vam moram povedati, da sem strašansko razočaran. Take nebuloze od predavateljev, kaj šele od teh klientov. Enkrat sem bil na Rogli, pa je bila Olga Martič kot filozofinja, je vprašala, če imamo svobodno voljo, pa tako naprej. So se ven metali te bodoči psihoterapeuti, tudi psihoterapeuti. Meni je bilo kar grozak, so rekli, ja, imamo svobodno voljo. Se kot čakajte malo, a ste vi zdaj normalni ali niste? A ne veste, da obstaja nezavedno? Rekla Oljka Markič, zdaj ste mi pa sesul predavanje. Moj point je bil, da na koncu povem, da svobodne volje ni, pa da se v našem nezavednem odločitev že prej spremejo, preden naša zavest ve, da bomo nekaj ukrepali, pa kako bomo ukrepali. Se odločitev že zgodi v našem nezavednem. Mislim, to psihoterapeuti niso vedeli, predavatelji niso vedeli. To je bilo na Rogli študentski dnevi, 2007, 2007 je bilo to. Potem sem hodil tiste Portorože, na Bregantove dneve, na razne izobraževanja, psihiatre poslušal. Se nisem mogel načuditi, kako psihiatri, ki dajo tam tablete, ki so prvi odgovorni, da bi kaj pomagali pacijentom, nič ne štekajo. Ok, zdaj malo boljš kot pred 20 leti. Zdaj, ena odkrita psihiatrinja je bila moja sošolka. Mislim, da je 2018 umrla. Enih 10 let je bila starejša kot jaz, Vlasta Meden Klavora v Novi Gorici, psihiatrinja. Skupaj sva bila sošolca na enem od teh 3 podiplomskih študijev. Ko je Lunaček suvereno zavedel, torej, bi rekel, zavrgel tam pri enem seminarju o sublimaciji, sem rekel, Vlasta, to je pa Luneček kiksnil, tvoj seminar je bil zelo dober, ampak jaz v ozadju vidim neko vajno transferno razmerje, pa kontratransferno. Lunaček v objemu negativna transferja je tebe zdaj sesul popolnoma neupravičeno. Tvoj seminar je fantastičen. Joj, hvala, ki si mi to povedal. Ti si en redkih, ki te res cenim, ker vem, da imaš znanje. Pa to je bilo leta 2000. Ona je leta 2006 doktorirala, jaz pa 2001 nisem smel. Vlasta Meden Klavora, mislim, da je njena hčerka neka športnica, tudi na Divhod. Je takrat hodila, pa so moja šport skozi psihoanalizo potem brali. Mislim, ta je vedela,
dokaj moje znanje seže leta 2000. Zdaj bo pa 25 let upgradenega mojega znanja, pa me zmerjajo, da sem samo oklicani psihoanalitik. Zdaj so mi rekli, da sem samo oklicani psiholog še v Slovenskih novicah. Še ta udarec, ne. Mislim, ker se me žal, če se mi reče, da sem psiholog. Nisem psiholog. Pa tudi, če se mi reče, da sem default, to nima veze, da jaz imam toliko psihoanalitičnega znanja, ker sem Froda sam študiral, hodil na ta izobraževanja, bil pri Properju, Peter Proper, na grupni analizi, ne vem, koliko smo imeli, 20, 30, 50 ur, grupne analize, ki je zelo podobna psihoanalizi. Mislim, tam sem tudi vedel, kaki pacijenti to študirajo, psihoanalizo, oziroma filozofijo, antropologijo, epistemologijo. Ker tam so se pa razkrinkali. Moja sošolka je bila, ime mi je Damjan, Suzana Tratnik. Jejo. Skratka, jaz pristopam k psihoterapiji bistveno drugače kot Freud. Ne. To je izhodišče, zato nisem psihoterapevt psihoanalitičnega kova, s psihoanalitičnim pedigrejem, kakršnega se podrazumeva, če se govori o psihoterapiji, psihoanalizi kot psihoterapiji, ne, ker jaz delam absolutno drugače, ne. Zdaj, moji sošolci so bili psihiatri, psihologi, ko so že psihologi, psihoterapevti, socialni delavci, ki so mogli nekaj vedeti. Ti moji sošolci vejo, da mi niso bili dokolen. In moj sošolec je tudi priznan psihoanalitik, ampak se malo tam v ozadju drži. Po ženi se piše Rajko. Rajko. Žena je neka Rusina, Ukrajinka. Bojan Varjačič. Ne. Saj je bil dober, ne. Sam 2020. leta, ne, 2000, ne vem, kjerga leta, 1998. leta smo to skupaj hodili v te podiplomske študije. Jaz sem svoje sošolce, tudi psihiatre, tudi Vlasto Meden Klavora, tudi psihologe, psihoterapeute, socialne delavce, jaz, formalno defaults, jaz sem jih inštruiral, jaz sem jim pisal seminarje, brezplačno, magisterije, doktorate, tam sem kakšen kaj zaračunal. Moji doktorati so bili zagovarjani. Ja, nekateri so doktori zaradi mene, pa nič okoli govoriti. Zdaj sem malo sadističen, se nam povedal, kdo je to bil. Tudi magisterije sem pisal, ali pa diplome psihoanalitične, kakšne desetke so dobivali. Sam nisem bil jaz podpisan. To so se tam na trpalnice mi dali, to je pa za Prešernovo nagrado, joj, kako to obvladate. Se mi kar reži. Ne bom povedal zdaj, kdo je to bil. Pa kdo je bil mentor? Ok, teli moji profesori, Bogdan Lešnik, ta je moj mogočni kastrator, Magnus Gibanje, pionir gejevskega gibanja, Matjaž Lunaček, njegove spolne usmerjenosti ne bom govoril. Kva so? Rutar Dušan, Lakanovec, psiholog, mislim, Jelica Rado, Riha, Šumič Riha, Jelica. Jaz sem rekel, psihoanaliza še ni znanstvena metoda, bo pa nekoč, ne. Ja, kako to mislite? Tako, če jaz hipnotiziram, boste videli, da nezavedno obstaja, ker reka, da se nezavedno ne da dokazati. Tlele vam jaz dokažem. 100 ljudi dejte, noben ne bo več dvomov v nezavednem. Jelica Šumič Riha. Rado Riha je bil en tisti, ki mi ni pustil doktorirati. Skupaj z Vlasto Jalošič, ki pojma nima o psihoanalizi. Pojma nima. Bila pa direktorica Mirovnega inštituta. Ta ideološka inštitucija. In jaz nisem smel doktorirati. Tudi Žižka smo imeli. Rastko Močnik. Moč v psihoanalizi. Dolar. Eva D. Bahovec. Zdaj je bilo še od dolarja. Zdaj ni več dolar. Renata Salecl. To so vse neki profesori, ki sem jih jaz poslušal. Srkal njihovo znanje, pa tudi preveril, pa nič ne vejo. Oziroma, kjer ne vejo dovolj.
Jaz sem šel na podiplomske študije kot profiliran psihoanalitik, teoretski psihoanalitik, v propedeutičnem smislu. Jaz sem videl, kakšne zdrse so imeli predavatelji. Študenti noben niso vedeli, kje se motijo. Ne bom šel v detajle, imam še kar jih vem, kakšne neumnosti je recimo Bogdan Lešnik govoril. Da je Flis eni pacientki v ušesu nekaj pustil, ne? Ne, nosne sluznice je povezoval z menstruacijo. Pa pustimo to. Jaz sem v srednji šoli bral Freuda. Sem prišel na maturo, sem se kregal z eno učiteljico, se mi je dala 5, ne, odlično. Strauss se je pisala, psihologinja, je rekla, da je Freud hipnotiziral. Pršica, Freud se je mato, pršarkojo se je učil, mu ni ratal, tam nekaj dlani je gor na glavo postavilo kot sugestija, je poskušal nekaj, ampak je imel nesugestibilne pacijente in je obupal. Pol pa prišel na metodo prostih asociacij. Ne mi govori, da se je Freud ukvarjal s hipnozo. Če ni znal, če ni vedel, zakaj se gre, se mu ni za zameriti. Profesor za psihologijo, gimnazija Ledina, takrat se je rekla pedagoška gimnazija in tam je bilo več psihologije kot navadna gimnazija, zato sem jaz tja šel. Ne? Jaz sem v osnovni šoli že Freuda bral. Samooklicani psihoanalitik. Ampak jaz sem se takrat bolj s športom ukvarjal. Ne? Nisem bil, torej sem bil vrhunski športnik, pa potem trener v vrhunskem športu, ampak skozi sem psihoanalizo drkal. Žveči v Freuda. On se čez 40 let ga žvečim. Samooklicani psihoanalitik. Ok, a sem zdaj jaz to kaj povedal? Sem kaj spustil? Zdaj bi mogel na dvojko, imam tele plonk cegice. Rekel sem, da je univerza Sigmunda Freuda si je malo pridrzno vzela pravico, da tam neke licence podeljuje. In so tam zdaj psihoanalitiki. In potem pridejo nekateri klienti stranke k meni, pa so rekli, sem bila pa psihoanalitiku, zdravniku, psihoin. Ja, nič. On je kar rekel, zdaj pa naj govorim. Ja, o čem pa naj govorim? Ja, govorite. Pa sem govorila 45 minut, pa je rekel, drug teden spet pridite. Absolutno brez veze je bilo vse skupaj. In sem opustila po, ne vem, 10 urah. Ne. Zdravnik, psihoanalitik. Ne bi jaz tako delal, bi me sram bilo. Ne. Tako je Freud delal. 130 let nazaj. Mislim, znanje se je nadgradilo, upgradalo, tudi na račun Freuda, predvsem na račun Freuda. In potem tle se ni na kaj že, vse ni važno. V slovenskih novicah samooklicani, še psiholog mi je rekel, samooklicani psiholog. To se mene žalito, jaz nisem psiholog. Psiholog je diagnoza. To ti skoraj terapijo gre psihologijo študirati. Da ne rečem, kdo je psihoterapevt. Tist, ko ima sam s sabo probleme. Biti psihoterapevt, pri 18 let na univerzo Sigmunda Freuda. To je diagnoza. Toliko spategnjen ali pa premaknjen, da greš to študirati. Pet traj na psihoterapijo. Ali pa saj svetovanje, 5 na svetovanje. Se malo pogovari, pa 5 neka normalna stvar študirati. Spomni pa še tam mladina, kaj je, Luka Vovk. Tam je pa prav, da sem samo oklicani igralec. Jaz seveda nisem igralec, ampak odigram pa Sigmana Freudeba boljš kot kjerkoli igralec. Šolan igralec. Ker igram samega sebe, tako rekoč. Samo klican igralec. Jaz pa time out, ko hipnotiziram na odru. Rečem, čakajte malo, moja soigralka je profesionalna soigralka. Trenutno Mina Manojlović, prej Vesna Anđelković. Obe srbski profesionalni igralki. Jaz sem pa glumim glivo, ali kva sem glumac. Seljači na Strbol, ali pa Knep iz Strbol. Ampak odigram suvereno, pa scenarij sem napisal, režiral. Samo klicani igralec, zato da me jeba, mislim, to je tako sprevrženo, tako degutantno, tako psihopatsko, da če bi jaz kaj takega naredil komu drugemu, da bi jih tako ležalo, nekaj, kar ni res govoril, se v špegu ne bi smel pogledati, ker bi kozlat začel, ne, ta Luka Vovk pa kar to.
To me že na 5, 6 intervjujih med, ko je na piču. Jo, jaz sem nevaren. Če se mene zapopade, je lahko konc sveta. Mislim, konc sveta. Ideološki konteksti na levi se predrugačijo, ker levica ni vsa tako liberalna, kot bi radi te anarhisti z levice. Ampak je tudi žlahtno konzervativna. Tudi levica, ne? Tudi levi režimi so imeli žlahtno konzervativnost. Recimo Putin je žlahtno konzervativen. Skratka, vse, kar se meni dela, je zelo nizkotno in zavržno. Zdaj bom pa razložil par detajlov. Pa nikoli o tem nisem govoril na tak način, ker se mi je zdelo, da bi Freuda diskreditiral, že tako noben nima rad Freuda, ta panseksualizem se mu očita. Jaz sem pa rekel, neč bom zdaj še jaz zdaj pljuval po Freudu. Se ne bi pljuval, ampak jaz Freudu pač očitam par stvari, ne. Predvsem to, da je potem, ko je odprl zasebno prakso, ne, to je bilo konc 80-ih let 19. stoletja, 1800, ko pa vem, 86, kdaj je začel, takrat je bil pri Šarkoju, ne, odprl je zasebno prakso, da se je lahko preživel. On je rabo pacijente za money, money, money. Denar je sveta vladar. In začel je potem terapirati te petičneže z veliko denarja vsak dan, ker je rabo denar. Zato jih je na vsak dan naročal, jutri spet pridete. Joj, fajn bi bilo 2krat na dan, ker je imel denarja kot pečka nek pacient in on je 2krat na dan, 5krat na teden. Pa kjera budala bo 2krat na dan, se danes hodil pogovarjati 5krat na teden. Ok, 3krat, 5krat na teden, enkrat, včasih pa tudi 2krat na dan. In Freud je racionalizirano pristopil k to vrstni metodi zdravljenja z besedo. Ne? Otimanje para od naroda mu je bil prvotni motiv, ne pa kako pomagati pacijentu. Ne? To še noben ni povedal. Evo, jaz povem. In zajebuje nadaljni razvoj psihoanalize kot psihoterapevtske metode, ker so vsi njegovi nasledniki tako pristopali, kot je on pristopal. Bil je epohalen konceptualist, ni bil pa klinik dober. Ne? En Šandor Ferenc je bil boljši klinik. Mogoče tudi Jung. Ne? Kljub temu, da je Jung podlegal kontratransferu in temu vsako pičko dol nategnil. Ne? Glejte, nevarna metoda. Šandor Ferenci, ta je bil dober klinik. Ne? Freud je bil pa dober konceptualist. Se pravi, teoretsko je elaboriral to duševno. Zato imamo danes propedeutiko, psihoanalitično propedeutiko, tako, kakršno imamo. In jaz sem v tem kontekstu močen. Ne, da bi kopiral Freudovo metodo zdravljenja z besedo. Zdaj bom rekel, v tem kontekstu me morate dobro poslušati, ne? Ker takole o Freudu ni noben govoril. Si ne upa noben zdaj čez Freuda na tak način. Ne? Pa sem Freudovec, na tak način kritizirati. On je bil, ko je odprl zasebno prakso, čisto brez denarja. Če si človek brez denarja, boš direkt prodajal za zlato. Pa boš rekel, wow, ne, karkoli že treba reči, da pride pa spet plača. Je tisto Marto lahko ženil, pa imel otroke, 5 ali 6 otrok je imel, ne, se so ok, tudi sem umrl, Sofi mu je umrla, najljubša hčerka, tu ni bila Ana, Freud, najljubša hčerka, Sofi je bila, Sofija. Se pravi tole, poslušajte, njegova želja, predzavestno nezavedna želja, ne, utilnik si pa ni mogel gledati, ni bil, ali je pa vedel, no, ampak 50 let je to metodo ohranjal. Tudi čist na konc je še vedno imel isto metodo. Ne, talking cure. Njegov motiv je bil zaslužiti, ne pa pomagati pacijentom, ki je odprl zasebno prakso. Ok, ne bom rekel 50-50. Denar ga je vodil. Zato je treba vsak dan bilo priti k njemu, pa celo 2krat na dan. Ne. Sej si je lahko, verjetno si je racionaliziral, ne? Se pravi, sam sebi je toliko lagal, da je kar verjel, da je treba se vsak dan pogovarjati. Ne? Razen vikend, da je pustil primijati, ne? Sem rekel 2krat na dan tudi, ampak 45 do 50 minut, manj kot uro. Tudi še zdaj tudi tako traja. Tvoj terapije za 3 ure. Najdaljša je bila 6 ur.
Ko sem to povedal na enem kongresu, ki imajo ne 45 minut, to traja do 50. Ki po učbenikih. Rekel, jaz sem imel pa 6 ur. 6 ur, to se pa nismo tako učili. Ja, če že pride, ne vem, 200 km stran v Trbovlje, 6 ur sem pogovarjal, pa če jaz pridem v Ljubljano, njej domov. Še nisem imel pisarno v Ljubljani. Se 6 ur pogovarjal. Sem prišel domov, sem sam skrb padel. In pa me je klicala. A še tole. Gospa, spim. Sam še tole. Pa še pol ure po telefonu. Spolno zlorabljena je bila. Sprav spomnim se, ja. Veste, koliko je plačala? Ja, bom šla na bankomat, imam drobiš, imam pa tam z ene kovance ven dela. Nič evrov je plačala. Ne? Ok, se tudi jaz nisem davka pol plačal. Pa pustimo zdaj te detajle. Skratka, Freud je ustoličil to idejo plačevanja. Ne? Vsaka terapija se plača. Zakaj pa ne pro bono? On si je zracionaliziral tudi idejo, zakaj pa ne pro bono. Zato, ker obstaja dolžniški odnos, ko ti plačaš, imaš idejo, da bo to plačilo zadostovalo za to, da se ti pozdraviš oziroma predrugačiš. Sej je ta logika, pije vodo. Ampak zakaj pa ne pro bono? Zakaj ne? Ja, zato, ker pa denarja ne dobiš, ne? Denar ima pa vsak ga ljubi bolj kot samega sebe. Pa še tale Freud je zelo bil ljubeč do denarja, ker ga ni bilo v tistih časih, ne? In zato je ta metoda, Talking Cure, po Freudu, psihoanalitična Freudova metoda, takšna, kakršna je. Tako pogosta, da ne govorim zdaj pridobivanje licence, o katerem bom tudi govoril, pa tako draga. Ne? V glavnem, Freud bi lahko takrat zastavil čisto drugače, ne? Ampak te slepe pege si telo zad ni zaznal in potem so plačevali kožuti. Samo bogati petičneži so hodili, nobenega reveža ni bilo. Pa še te osebe pod 40 let, ne? Dan danes so pacientke, najstarejša je tam okoli 100 let stara, bila v enem obdobju, ne? Danes sem imel nekoga starega 65 let, ne, 66, 59-letnik. Vse ni važno. Bi rad nehal kaditi. Bomo mi to s hipnozo naredili. Čira čara, hokus pokus. Upam, da ne kadi. Bom na vezi, če nekam pa še enkrat hipnotiziral. Ko Freud bi pa to s prostimi asociacijami, bi šel v oralno fazo, govorijo o dojenju, se spomniš, kako te je mami dojila, kajenje je fiksacija na oralni fazi, on je pa kadil kot Turk, dobil raka na grli. Freud, ne? Kar je, legitimno tako govoriti, ampak boš zdaj ti s prostimi asociacijami zdravo predrugačil tolo zasvojeno s kajenjem, pa s komorkoli drug. Neki mi tele nos nagala. Skratka, dolgotrajne obravnave so simptom Freudove želje po zaslužku. Niso pa to zato, ker bi pacienti to tako zelo rabili, ne. In jaz absolutno ne delam z nobenimi dolgotrajnimi, dolgoletnimi obravnavami vsak teden 3-krat. K meni pride takrat, ko hočejo, ko čutijo potrebo, da hočejo, da bi prišli. Ali je to enkrat na teden, 2-krat, 3-krat, ali pa enkrat na leto, ali pa enkrat na mesec. Kakor se odločijo. Pa ko se pogovarjam, prej dobim, ne vem, CV na A4. Nam je 30 listov napisal, sem 5 ur bral. Pa še 3 ure pogovarjal. Joj, zdaj pa čist drugače gledam na vse skupaj. Če že sem prišla, sem se spet pripravil, pa poglobljeno sem se pogovarjal. Ne? Jaz bom rekel, Freud je zjebil metodo, samo njegovo psihoanalizo kot psihoterapevtsko metodo, jo je do amena zjebil. Ker vsi zdaj kopirajo, še kar Freuda kopirajo. Jaz pa delam drugače, tudi povedal, kako delam. No, zdaj, te prvem povedal, kako je Freud delal s temi pacienti, kako je pristopal k pacientom. V bistvu se sploh ni pogovarjal, ne, Talking Cure. Sploh se ni pogovarjal. To je Anna O. Beta Poppenheim reka, gospod doktor, vi si zdravite z besedo. Talking Cure, angliški izraz je uporablja. Pa sweeping chimney.
pucanje dimnika. Je Freud to slišal, to je pa nekaj seksualnega. Ne? Bro je rekel, neč o tem govoriti, ne? Je še žgal, seksualno, ne? Še niso vedeli za transfer. Je šele Freud upeljal v propedeutičnem smislu eh, k razumevanju psihoanalize kot psihoterapevtske metode. Ne? Pacienti so govorili, ne? Pacienti. On je pa poslušal. On jih je tako nagovoril. Usedite se, torej uležite se na tale kavč, jaz sem sedel tako za vami in vi kar govorite. Čem pa kar govorite. Ne? To je metoda prostih asociacij. Se pravi, metoda psihoanaliza, terapevtska je dobila ime metoda prostih asociacij. Ok, se je bila že katarzična Breuerova metoda, pogovarjanje, že tudi, bi rekel, eno talking cure pogovarjanje, ampak niso bile takrat pa proste asociacije na tak način še ustoličene v psihoterapevtskem smislu, kot je potem to Freud naredil, ne. On je dodal tej katarzični metodi, še pol analizo sanj, sanje kot kraljevska pot, do nezavednega. Ne, dobro poslušajte. Hipnoza je kraljevska pot do nezavednega. Sanje so pa kraljevska pot do simbolnega. Človek je simbolno bitje in to ni retorična fraza. In Freud je kiks naredil. Kraljevska pot do nezavednega je hipnoza, ki jo ni obvladal. Sanje so pa kraljevska pot do simbolnega. Ne? Realno je simbolno. Tista ta prava, primarna realnost je nezavedna in je simbolno organizirana. In to moramo razumeti. Tega po teh psihoznalcev sploh ne šteka. Kaj zdaj to pomeni, da bi bile sanje kraljevska pot do simbolnega. In da simbolno poteka tudi v budnosti. Zato gol ni gol. Zato rdeči štikli niso rdeči štikli, ampak so simbol želje po, pa ne bom naprej govoril. Torej, od katarzične metode je potem ostal samo še kavč. Zdaj mi pozneje tudi povedal, zakaj je kavč ostal v psihoanalizi, ne, oziroma zakaj se je kavč sploh prijel, ne. Pacienti ležijo na kavču, ko so bolani. Tisti, ki ima psihične neke motnje, anomalije, ni nič bolan. Ne gre za bolezen psihe, ampak za psilezen, ki nima veze s telesno boleznijo. Zato bi se mogli psihične te motnje čisto drugače imenovati. Samo bolezen, ne. Psilezen v slovenščini. Zdaj takole, Freud je dejansko pol proučeval še simptome, spodrsljaje, predvsem govorne, tudi v dejanjih neke spodrsljaje, zdrse, zmote. Zdaj jaz pa delam drugače. Ok, tudi jaz te zmote, spodrsljaje obravnavam, jih jemljem na znanje, mi morajo tisti, ki pridejo k meni, govoriti peripetije v povezavi z nezavednim. Sem prej jih podučim, kako nezavedno deluje in potem mi govorijo, kaj vse so doživeli v otroštvu, v mladosti, v zgodnji odraslosti, ne, in potem pa dešifriram jaz, glejte, zaradi tega ste se zmotili, ker ste imeli tako pa tako otroštvo. Jaz nič ne brskam tam po prostih asociacijah, pa sem tudi tako že delal. Nikamor ne prideš s prostimi asociacijami, tudi lahko sam govori, pa nič ne pove, ti pa tuhtaš, tuškaš, 3 leta tuhtaš. Kaj ste mislili, ki je tam? Asocirajte zdaj, če jaz rečem, seks, kaj bi vi rekli? Slonček Dumbo. In pol tip pojma nima, ne? Jaz bi pa tuhtal, ne, Sonček Marilček, ne, kaj si pa ti delala kot punčka, ko si ga imela? Je rilček nekam zaril. Imam to zgodbo na to temo, zdaj ne govorim kar tako, ne. Se pravi, jaz sploh ne delam tako kot Freud, ker imam več znanja. Za voljo Freuda imam več znanja, ne, pa še druga znanja imam, ki jih Freud ni imel. Freud je 50 let enako delal. Tudi tam po letu 30 je še kar enako delal, ko bi že, če bi se strezno, če bi si slepo pego pogledal, bi rekel, pismo, te bi mogel pa zdaj jaz drugače delati. Pa ni, pa si držal kot pijanec plota svoje
metode prostih asociacij, pa analize sanj, kar tudi jaz delam, ne. Predvsem pred terapevtsko seanso, pa po terapevtski seansi, so močne sanje, tiste rabim slišati. Sam jih ne razvozlavam tako, kot je Freud. Malce drugače imam, modifikacijo, čeprav koncepti so pa isti, ne. Zgoščanje, premeščanje, sekundarna elaboracija, delo sanj, latentna struktura sanj, manifestna struktura, pa tako naprej, ne. Sej koncepti so, ampak ne gre vedno za izpolnitev nezavedne želje, kot je pa učil Freud, ne. Popačene sanje pa so, ne, otroške so nepopačene, čeprav so tudi otroške že simbolno zakodirane. Pa je Freud rekel, da ne, jaz sem svoje otroke spraševal o sanjah, to so bile čisto simbolne sanje, sem še v vrtcu. Sam Freud je imel že kar dosti velike otroke, ki je koncept analize sanj, ki so šle novembra 1899, takrat so njegovi otroci že zrastli, tako rekoč, in ni svoje otroke spraševal, kakšne sanje imajo, jaz pa. On je svoje analiziral in prišel do tega, da so popačene sanje, da vsebujejo v strukturi neko nezavedno željo. Torej, jaz sem več znanja, jaz znam hipnotizirati, Freud je sem z nekimi dlanmi polagal na čelo, tudi jaz to delam, ne. Ker za hipnozo pa je treba malo umiriti se, pa tako naprej. Znam pa roko gor, to je kot trigger, trigger za sugestijo. Ko tam jaz roko gor, sugestibilni ljudje začnejo govoriti, ko raztrgan dohtar, iz nezavednega in pridejo nekaj na mojo pobudo. Zato roka na čelo drži. In Freud se je tega posluževal. Hipnoza sama pa Freudu ni šla od rok, ne. Je pa z roko polagal na čelo. In po tej stiski, ko ni prišel do nezavednih vsebin, je imel metodo prostih asociacij, kar je imel tudi Jung. Pa čist mimo Freuda. Ona da sta se posebej najdla, sta podobno delala. Za nezavedno to so že pesniki vedeli, ali pa umetniki, že v stari Grči, ne. Tudi za sanje so vedeli, da je tam neka nezavedna zgodba v ozadju, ne, zakaj so sanje take, kakršne so. Artemidor se mi zdi, da je bil tisti, ki je v srednjem veku že govoril o sanjah na podoben način kot Freud. Ne, s temi prostimi asociacijami se je izvlekel iz zagate, ker kar tako ni do nezavednega prišel, ne. Pol pa te nezavedne asociacije proste, jih skrb dajal, razmišljal 5 let, pred nekaj natuhtal. Pa niti ne samo on, to je mogel pacient natuhtati. Pri meni pa jaz natuhtam, ne pacient, jaz natuhtam, pa mu serviram. Vse bom še razložil, ne. Proste asociacije so zamudne, predolgo to traja, trhle so, ne moreš to povezati kar tako skupaj, ne. Nezanesljive so, ne. Moraš ti 100% vedeti, da če naslonček Dumbo, torej na seks asocira naslonček Dumbo, ne vem zdaj, a je to res s tistim rilčkom, kam rine, ker je kot deklica ga imela, pa se je igrala z njim, a ga je dala tudi med noge, se bo potlačil, se ja ne spomnim, pol ti ne moreš to zanesljivo sklepati iz teh prostih asociacij, ne. Skratka, z eno besedo, proste asociacije so neuporabne, že zato, ker so zamudne, so nezanesljive, trhle. Zavlačujejo vse skupaj. Napredovanje je zavlečeno. Proste asociacije zavlačujejo obravnavo. Zato jih jaz ne uporabljam, ker seveda imam druge pristope. In jaz zdaj Freudu očitam, da se je fiksiral na te proste asociacije, ki so absolutno brcanje v temo. Wow, kaj je vodej rekel, brcanje v temo. Jaz Freudu očitam, da je zavedel bodoče rodove psihoanalitikov ravno s to metodo prostih asociacij. Tule je drug list, ampak kaj pa tret. Torej, jaz ne rabim prostih asociacij. Zdaj bom pa povedal, zakaj ne. Zdaj me dobro poslušajte. Ko izvem za naravo problema, torej kakšen nadležen simptom nekdo ima, hitro potem zvem, sklepam, in to zaradi
kompleksnega, propedeutičnega, psihoanalitičnega znanja sklepam, odkje se napaja ta simptom. Okay? Tok vem, da sklepam, če je simptom takle, ne? Če je težava takale, potem je z veliko verjetnostjo, da se je v otroštvu nekaj takega zgodilo. Ne? Zdaj, vam ne morem do detajle, na kak način, v praksi, kako to zgleda. Ne? Jaz detektiram neko nezavedno območje iz otroštva, to infantilnost, lociram. Kaj je v otroštvu bilo takega, da je simptom tak, kakršen je? Iz katerega tipa infantilnih potlačitev se črpa ta simptom? In ko vidim naravo simptoma, vem, da je to v času, naprimer, Ojdipa. Iz tipa navezanosti deteta na mamico, ne, če ima tesnobo pri odhajanju od doma, recimo. Ne. Ja, mama je skozi bila odsotna, ne. In pa to začnemo predelovati, ne. Če bi imel metodo prostih asociacij, 3 leta nuco, da bi to stuhtal, ne. Ker bi to s to vinko ubrala pacientka, preden bi jaz skontal, torej jaz že prej, ona ne bi nič skontala. In po učbeniku, ne, da ne pride do odporov, moraš ti tih biti, ona mora stuhtati. In pol 3 leta hodiš, ali pa 5 let, pa koliko, 20 000 evrov stran vrže pacientka. Ko bi to lahko bistveno hitreje. In tako jaz delam, ne. Zdaj bom še povedal, kako, ne. Se pravi, jaz vem, da je vedno v ozadju, tako rekoč vedno, otroštvo. Ta infantilna zgodba, primarna družina, disfunkcionalna primarna družina, ojdipalni trikotnik, mama, očka, otrok. Tukaj treba preverjati. Ok, treba preverjati tudi spolno zlorabo, če se je zgodila, se pa tam mimo primarne družine lahko zgodi. Tam pri sosedih se je pazila, po noč mirkala, ne vem pri komu. Ne? In potem je treba drezati v naravo sex life-a. Pa treba povedati, pa reče, moj sex life je pa takle. Wow! Ko ste pa vi kot deklica doživljali, se nič ne spomnim. Ne? Tle je pa pol hipnoza, pa tako naprej. Ne? Tam se je nekaj, pa treba ozaveščati. Ne? Ozaveščati, kaj je bilo v otroštvu. Ne? Spolno fantazijo mi povejte. Me sram. Lejte, jaz bi rad vam pomagal, nisem firčen, dajte mi povedati. Pa slišim za spolno fantazijo. Kakšna je? Wow, ko ste pa vi doživljali v otroštvu? Ne samo, da je družina disfunkcionalna, vi ste po mojem imeli tudi spolno zlorabo. Ko pa ste kar krvavel pri prvem spolnem odnosu? Ne, da bi vedela. Gospa, en vas je defloriral že prej. Najverjetneje. Vse ginekologi pravijo, ja, nekatere pa ne krvavijo. A ste vprašali te nekatere, če je mogoče pri 5 letih jo kdo s prstkom razdevičil? Ne, tega pa niste vprašali. Samo pri prvem seksu ni krvavela. Niste pa vprašali, če je bila spolno zlorabljena. Pa tudi, če ste jo. Ona se ne spomni tega, ker je potlačila. Mislim, jaz pa to vse sprašujem, ne? Ker v ozadju morečih simptomov, teh nevzdržnih simptomov, težav, je vedno nekaj nezavednega, so vedno neke potlačitve. Tudi, če v bistvu ni potlačitev, torej glih vezana na otroštvo, v mladosti se je zgodilo posilstvo, ne? To posilstvo se je sterapiralo, ampak potem se pa nekako izkaže, da je pred posilstvom pri 15. letu, ki sploh ne bi smelo biti tako traumatično, bil še prvi dogodek iz registra spolne zlorabe in se je posilstvo pri 15 letih povezalo s spolno zlorabo in zato ženska trpi. Zaradi spolne zlorabe, ne zaradi posilstva, ki se je pri 15 letih zgodilo. Ker je bila omamljena pa že godna za seks, pa sploh ni bil to za njo prvi seks. Ampak formalno je bilo to posilstvo. Pa obravnavajo v psihoterapiji posilstvo. Ne, preddogodek je bil. Infantilna zloraba. Ne? In jaz, ko se pogovarjam, a bom zdaj po metodi prostih asociacij to delo. V sanjah se to ne da videti. Spodrsljaje, če jih ima, se ne da sklepati, da je bila spolna zloraba že prej. Jaz v teh primerih kličem domov, se pogovarjam z mamo, kličem brata. Poslušajte, jaz rešujem vašo sestro.
pod hipnozo nikamor ne pridem, ker niso gestibilna. Dajte vi mi povedati, ker ste prvi osumljenec, a ste jo vi spolno zlorabljali. Pa začne jecati. Bolj kot jeca, bolj vem, da je bil. Ne? Zdaj imam v mislih en primer. Tako jaz delam, Freud ni tako delal, nihče tako ne dela. Zato nisem psihoanalitik v psihoterapevtskem smislu, kakršni je bil Freud, pa so te sodobni freudovski psihoanalitiki. Zakaj lahko tako delam? Zato, ker poznam delovanje človekove duševnosti v propedeutičnem smislu. In vedno se obnašam, da je sedanjost simptom prejšnjosti, infantilnosti. Nekaj se je prej dogodilo, zato je to, kar se zdaj dogaja. Tudi v občutkih. Občutki so taki pa taki. Zaradi prejšnjosti, prvosti, infantilnosti, otroštva. Skratka, in pa zdaj, tako, ko se jaz pogovarjam, to glava peče. To je ena rekla, jaz sem gledala, kje je kljuka, da bom sam zbežala ven, če ne mogla več. Pa ste zelo obzirni. Ja, seveda sem, jaz bi rad vam pomagal. Če vas vidim zadnjič, pa nikoli več. Prvič, zadnjič, pa nikoli več. Jaz glavni zmagovalec. Jaz nisem zato, da boste vi moj sponzor. Da mi jaz živel od vaših, ne vem, 50 evrov. Jaz poskušam zaslužiti na gledališkem odru. Ne računam tudi pro bono, ne. Spolno zlorabljanje srednje šolke, pro bono. Da se mi toliko smilijo. Pa ne čekaj govoriti. Ker vsakom pa res ne pro bono, jo, nimam denarja. Mislim, ena mi plačevala, pa sem slišal, ja, gospa, se ni treba plačati, ste brez prihodkov. Ja, bom, vi se toliko trudite za mene, jaz pa hodim v kurbarijo, pa tam 200 evrov zaslužim. Če grem pa otročka, pa 300. Vse ima denar, pa plača. Dajte ga hecati, pa ena tem, ki pa nimam veliko denarja, samo 800 evrov, imam plače, čakaj malo, zdaj, če se pa, jaz ne živim, jaz sem tudi neke položnice za plačati. Skratka, meni klienti govorijo o specifičnih detajlih iz njihovega otroštva. Oni meni govorijo, to niso proste asociacije. Razpravljajo o mladosti, o občutkih, o emocijah, ki so jih razvijali v mladosti, v puberteti. Puberteta je že bumerang otroštva. Otroštva se pa nič ne spomnim. Ja, če se ga nič ne spomnite, potem je bilo zelo zajeban. Ker načeloma se vsi vsega spomnijo, tisk niso trpeli, tisk pa trpijo, nimajo spomina. Do 6. leta. Vse zjeban, če nima spomina otrok do 6. leta. To, ki je trpel, da je vse potlačil. To že vem, za ko se gre. Aha, primarna družina je ključna. Zaradi tega imate vi tukaj zdaj te občutke. In potem mora meni o tem govoriti. Vsako nezavedno jedro ima svoj bumerang. Ne? Bumerang. Se pravi, v nezavednem je neka potlačitev z otroštva, traumatična, hiperlibidinalno investirana, kot se strokovno reče v psihoanalitični propedeutiki. In potem se zgodi refleksija v odraslosti iz nezavednega jedra, jedro je pa v otroštvu se naselilo, ne? Jedro v nezavednem potlačitev se v otroštvu zgodi. Moja naloga je, da razvozlam rebus. Človek, ki pride k meni, je zame rebus. Jaz ga moram zavozlati. Jaz moram napenjati možgane. On mi malo sledi, pa mi malo pomaga. Jaz sem tist, ki misli. Freudova psihoanaliza, terapevtska metoda je pa ravno obratna. On govori, Freud pa tam zaspi vzad. In zdaj sem poslušal, joj, v korona krizi sem pa telefon imela, pa ležala na kavču, pa je psihoterapeut govoril. Jo, jaz sem po Skypu delam. Meni govorijo, pa se mi pa greje glava 3 dni. Še sanjam po noč, pa kličem nazaj, zdaj pa imam neko idejo. Poslušajte, je tole pa tole ja, a tole pa tole ja. Dajte, velika verjetnost je, da se je tole pa tole vam dogajalo. Ker če se ne bi, vaši simptomi ne bi bili takšni, kakršne imate. Tudi spolne fantazije bi bile drugačne, če ne bi to pa to pa to pa to. Pohota nimate, ni bilo fotra. Orgazma ne doživljate, fotor je zajebil. Ali pa, ne vem, vas je mama ujela pri samozadovoljevanju. To pa ne vem, vprašajte jo. Ja, moj sex life je tako beden, nobene pohote nimam. Ja, če je fotor bil luli buc, ali pa ga ni bilo, ne? Freud ni tako delal.
Sem se odpadel. Skratka, jaz razvozlavam rebus. In to ni tako enostavno za razvozlati, ker moraš ful veliko znanja vključiti. Je pa ključno otroštvo. Otroštvo je treba preverjati. In potem jaz serviram uvid, kar je bogokletno, ne, to ne sme psihoterapevt, zakaj pa ne? Jaz serviram uvid. Računam, da bo mogoče prišlo do odporov, ne. Ampak, mislim, jaz sem pa ta status subjekta, ki ve in pol moj uvid, ne, ker sem tak car, ko ga jaz serviram, potem debelo gleda. Ja, glejte, jaz bi vam rad pomagal, malo sodelujte. Lagat mi ne, ne mi reči, da se ne spomnite, če je bil v spolni zlorabi lušen. Joj, ne me to spraševati. Jaz ne morem s tem živeti, ker je bilo lušen. Ne? No, zdaj so pa nekam prišla. Ne? Se odpori so se takoj, bi rekel, razblinili, ker sem znal z iskrenim pristopom izvabiti neko resnico ven in servirati ta kruti uvid. In odporov potem ni bilo. Ker sem iskren pri tem, da bi rad pomagal. Ne? Jaz si serviram uvid, kar je bogokletno. Razlago latentnega, nezavednega ozadja, motečega simptoma, moram jaz podati. Ker če bomo čakali, da bo ona tu skontala, on 5 let hodila k meni, pa 30 000 € stran vrgla. In on pa elegantno živel, jo, še bo treba 3 leta še hoditi. Sva pa blizu, ker drugi teden spet pridite. Pa imejte drobiž, ne rabite 100 € nos, nimam drobiža, kar 50, sam za 45 minut. Ja, pa si mene mane roke, ne, spet bom imel. On ima motiv zaslužiti, jaz imam pa motiv pomagati. Služil bom jaz druge. Še posebej bi služil druge, če bi imel še kako predavanje plačano. So te kaj angažirali? Ali pa kakšne donacije. Freud je imel tudi te mecene, se mi zdi. O tem se ni veliko govorilo. Skratka, pri meni, pri mojem pristopu, pride do uvida na čisto drug način. Jaz ga tako rekoč serviram. Ne, to je bogokletno po Freudovi metodi. To pa psihoterapeut ne sme narediti, ker pride do odporov. Tako se učijo. Tako v učbenikih piše, kako terapirati s psihoanalitično metodo. Freud je tako zastavil, ne, tudi sem povedal, zaradi denarja tako zastavil, da ne sme prehiter končati analizo. Vse pa analiza, psihoanaliza kot terapevtska metoda je neskončna. Ne? In en od 3 nemogočih poklicev, opravil, politika, vzgoja pa psihoanaliza. Ja, ok. Zdaj sem že pozabil, kaj vse je še treba povedati, ampak zdaj se spomnil, da še to povem. Zdaj, če bi zdaj še razlagal, se bo moral razlagati. Kaj je s to psihoanalitično edukacijo, da te psihoanalitični psihoterapeuti pridejo do licence? Pa tu je sadomazo zgodba. To je tok sadistični način pridobivanja licence 6-7 let. Minimalno. To denarja vržeš, ne vem, ko moraš hoditi vsem tem tistim psihoterapeutom, psihoanalitikom, ja, to se imaš na kolenih plast. Svoje pacijente tam, ko jih imaš, moraš pokazati, pa supervizija, to moraš vse plačati. Ne vem, koliko, 30 000 €, če češ ti psihoanalitik postati, pa si že neki, že psiholog, zdaj pa psihoanalitični psihoterapeut. Ti je kaj 30 000 € moraš zaslužiti. Pa 6-7 let to traja, ne? Pa ur tedensko, ne vem, 30. Zdaj pa, če si že poročen, pa imaš kaj otrok, te bo stric ali pa mama bo teta klicali. Jo, za skonaj še povem. Ta balastna psihoanalitična edukacija me prav moti, ne? In jaz jo nimam, ne? Zdaj pa ti pa nisi educirani psihoanalitik. Mislim, zdaj jaz drugače delam, zato mi ni treba biti educiran na način, da bi delal tako kot Freud. Ali pa kot dela klasična psihoanalitična šola, kot uči, ne? Ker jaz se menim,
da se da do uvida priti na druge načine, na številne druge načine. Je pa res, da je uvid ključen, to je res. To vidi, da se da na drug način priditi. Ne rabiš ti čakati proste asociacije, analizo sam 5 let. Ne rabiš tega, ne? Mislim, tako jaz gledam te stvari. Pa še tako, ne, jaz sploh ne uporabljam kavča, čeprav ga imam tam, ampak bolj za ležat. Ne. Ok, tudi kako hipnozo naredim, če bi si kaka želela, ne, pa že takoj se vprašam, ko bi kaj hotela zdaj ležati. Ne. A ima una želja, da bi se mi da tam leže kaj takole delala, ne. Tam imam fotelj in v Ljubljani in se pogovarjam iz oči v oči. Ne. Zdaj bi rekel, kavč je edini ostanek katarzične metode. Ne? Ta brojer s katarzično metodo je pa kaj delal? Ja, s pacijentko je šel vsako nažgal, če je bila dosti lepa. Ker takrat so vse bile mlade. Ne? Starih sploh ni bilo pacijentk. Histerija. Mlade punce, mlade ženske. Brojer je vsako nažgal, tako rekoč. Ko se mu je malo dvignil, je že imel kavč tam. Je že ležala baba, se je sam zraven lego. Od tod ta kavč. Ne, jaz pa nimam kavča. Tudi nimam nobenih psihoterapevtskih objemov, kar je imel recimo Rugl, so se objemali, samo da bi transfer doživel. Ne, gospa, objemala se pa ne bova. Zato, ker vam lahko to preveč zapaše. Ok, tudi meni bi zapasal, če prija kakšna starleta z bujnim oprsjem, ampak se izogibam tem. Tudi jaz ne delam tako, da bi transfer bil ključen, se pravi to čustvovanje, da bi bilo to ključno. Ker res transfer prej že vzpostavim, a priorno ga vzpostavim. Ne, ta kavč je simptom, tako jaz vidim, simptom terapevtove latentne želje po doldajanju s pacijentko. Od ta kavč. Daj se used na stol, pa deva se pogovarjati, pa gledaj mi v oči. Ne, mislim. Zdaj bogokletno govorim. Jaz recimo napenjam možgane. Zame je klient, pacijentka, pa ne rečem tako, stranka, rebus. Jaz ga moram razvozlati, ta rebus, uganko moram rešiti. Meni servira, jaz moram pa to napet možgane in stuhtati, pa servira to vid. Ne, pa seveda ne delam 45 minut, ne. Pa jaz govorim, 50% minimalno časa jaz govorim, pol, raj 80%, da jaz govorim. Ker vse stvari jaz razložim, ne, konc konta, dobi moje znanje, pa poseb skenira. Zakaj imam jaz pa to? Zdaj sem pa stuhtu, ko ste mi meni povedali, da je v otroštvu pa nezavedno. Veste, kaj se je pa meni v otroštvu zgodilo? Jaz sem pa videl, kako se je stric obesil. Sem ga imel najraje. Zdaj imate pa tesnobo. Dajte malo 1 + 1 v 2 sešteti. Zdaj mi je pa vse jasno. Jaz sem mogel prvo znanje mu dati, da je lahko sebi skeniral pamet, spomin, z mojim znanjem. Zato se moram toliko časa pogovarjati, da mu infiltriram moje znanje, psihoanalitične koncepte, s katerimi on lahko na sebi dela uvide oziroma promeno na mozgu. Začne sebe razumevati, svojo infantilno zgodbo, svoje otroštvo. Ok, 6 ur sem že jaz to delal, ne. Za nič evrov. Nimam denarja. Ok. Se pravi, jaz včasih 95% časa govorim. Ne. Zdaj to o klasični psihoanalizi sploh ni tako. 95% časa govori pacient. Ok, ameriška psihoanaliza je drugačna od angleške. To pa zato, ne, to so pol stuhtali. Ko je Freud bil v Angliji, je imel te edukacije. Ne, so ameriški pa angleški psihoterapeuti hodili na pogovore s Freudom, na to ler analizo. Ne, ko so bili na kavču, in pa en, zdaj ne vem, mislim, da je bil Američan, ker Američani so zjutraj hodili, Angleži pa popoldne. Ali bilo obratno, ne vem. In angleška psihoterapevtska, psihoanalitična šola je čisto drugačna od ameriške. Američani več govorijo, ker je Freud zjutraj bil bolj spočit. Ali pa obratno so, ne vem zdaj točno, no. Ampak zato, ker Freud je bil že pol star, ne, s tistim rakom po 80 let, ko je bil v Ameriki, ne, je bil zmatran, je ti bil, če ni celo zadremo, on tako ni vedel, on je sam govoril. Freud pa tam dremo, ne. Skratka, v psihoanalitični terapiji, klasični Freudovi,
Pacient govori 95% časa. Ok, imaš še četrti pa peti list. Sredi noči smo, jutri grem na morje, na Pašman, to sem že povedal. Zdaj vam pa tako rekel, spoštovani potencialni pacijenti, a veste, zakaj vas naročajo na te dolgotrajne psihoterapevtske seanse? Zato, da zaslužijo, vi ste njihovi sponzorji. Jaz sem imel enega, ki je hodil k meni 3-krat na teden. Sem rekel, zdaj takole, ni vam to treba, mi paše. Vi ste moj sponzor, vse imam dosti denarja. Imel je 3 jobe, čez 5 000 € je zaslužil. Meni ni problem to denar, mi je ful pomagali, pa hodite, vsak dan lahko pridete, ne 3-krat na teden vam dost. A to je bilo enih 10 let nazaj, ne? Smo rekel, lega, moj sponzor je prišel. Ampak hec je bil, da je bil tako bolj velik. Hodil pa 2 leti k meni. Sej po 3 mesece ga ni bilo, pa je spet prišel. Z glavo se je kaj v štok zadev, ne? Po 2 letih, čakajte malo, 2 leti že k meni hodite, zakaj ste si zdajle z glavo zabili? To je simptom, ko imate to trdo buče, da vam nič not ne gre. Serviram vam uvid, vi pa še kar po starem. Ker ga je mama toliko zabrazgotilna, ne? Ločeni starši, ne? Ker sem jaz rekel, ločeni starši imate. Toliko imate probleme z babam, samo zaradi ločenih staršev imate probleme. Ja, kako to misliš? Sej zdaj starše sploh nič ne pogrešam, zdaj imam tle probleme. Ja, zaradi zgodbe iz otroštva. In mu nisem mogel dopovedati, se je zabil z glavo, tistega, ker ima 1,90 m, on je pa 1,93 m bil velik. Tuf, po 2 letih. Pa šel že 100-krat skozi. Ali pa je to prvič, tuf. Simptom. Po načelu, svaka promjena na mozgu može samo da koristi. Malo se moram hecati. Skratka, psihoterapevt ima željo po zaslužku. Kot sem rekel, denar in sveta vladar. Vi hodite na drage psihoterapevtske seanse po par let, zato da on služijo. Jaz bi pa vam rad pomagal, da pridete enkrat zadnjič van kol več. Če to tako pomaga. Sem večinoma ne pomaga, sem en obisk. Ampak enih 10 je pa več kot preveč, ne. Razen tisti, ki imajo pa meni osebnostno motnjo, te morajo pa doživljenjsko se malo pogovarjati, hoditi, ne. So pa toliko, bi rekel, ranjeni iz otroštva, iz primarne družine. Te pa naj te hodijo v službo zato, da bo psihoterapijo lahko plačevali. Ker najlažje je brezplačne tablete. Požreš pa si ohromljen in si zombi, ne moteč za okolico. Jaz sem vse crkuje okrog tebe, ti pa najbolj. Tablete niso rešitev. Okej. Akutna stanja depresije, pa psihoze, pa tiste manije, je treba malo stabilizirati, pa se pa treba pogovarjati, pa razvozlavati vozle, ki so nastali v primarni družini. Vselej so nastali v primarni družini. In to ne vejo ti znalci, psihostrokovnjaki, ne vejo, da je vselej otroštvo krivo. Skratka, jaz ponujam drugo mnenje, bolj se imam za psihoanalitičnega svetovalca, dopuščam možnost, da hodite z meno vsak dan. Mislim, evrčkov nimam premalo. Mislim, nimam dovolj. Imam jih premalo, ne? Ampak ne bom pa zaradi želje po zaslužku ljudi naročal. To je perverzno, pokvarjeno in to delajo licencirani psihoterapeuti in tudi šarlatani. Ja, bo treba še priditi, zaradi želje po zaslužku. Nekateri načrtno lažejo, pa to govorijo, nekateri si pa to racionalizirajo, da te naročajo, ker mislijo, da ti rabš. Ne, nezavedno ima željo po zaslužku. In zavestno še vene. To je ta perverzija. Skratka, še nekaj je treba izpostaviti, sem tle napisal. Psihoanaliza je kot psihoterapevtska metoda resnično mati vseh psihoterapevtskih metod. Ne? Psihoanaliza je res fundament, zdaj bolj v propedeutičnem smislu, ampak tudi tale transfer, ki ga Breuer še ni poznal, ne? Katarzična metoda je bila v bistvu psihoterapija, s tem, da se ni vedelo o transferju nič. In pa se je on dol dejal. To je bilo predtransferno obdobje, je katarzična metoda. Freud je pa rekel, čak malo, ti tole obratuješ tudi seksualno, nič okolj govoriti o tem. To je ključno, je rekel Freud. Skratka, psihoanaliza je res mati vseh, pa je 250 metod psihoterapevtskih.
Psihoanaliza je mati vseh drugih metod, od gestalta, kognitivne, realitetne, vedenske, ne, psihoanaliza. In zdaj pa ta edukativni proces na račun tega, ker je tako fundamentalna, so pa rekli, zdaj, če smo mi nad vsemi, potem moraš pa tudi se 10 let izobraževati. Ne, za kognitivno realitetno ali pa ne vem kako. Gestalt ne rabš toliko cajta edukacijo imeti, ne. Protokoli pridobivanja licence za psihoanalitično, psihoterapevtsko obravnava, protokoli so dolgotrajni, dragi ko žafran, sadomazohistični. Koncept je sadistično koncipiran, ko pa pride edukant, on mora biti pa mazohist, on mora pa uživati, da trpi, da ne pet, 6 minimalno, 7 let, saj v Srbiji je tako. Latentno sadističnost vidim v tem dolgotrajnem procesu pridobivanja licence. Zdaj, seveda je to metoda nezavedno tako koncipirana. Ne. Psihoanalitiki, bi rekel, sadisti so to izobraževanje tako koncipirali posod po svetu. Od Freuda naprej, od zlatih časov. Nek se je Freud pogovarjal, kako pa zdaj bomo zdravniki. Je rekel Freud, ne rabimo zdravnike, lahko je tudi slikar. Ne. Luis Andrea Salome je bila, ne vem, ni bila nič zdravnica. Ne. So bili psihiatri, nevrologi, Freud je bil nevrolog, ni bil psihiater, nevrolog, tam živce, sinapse je štel, pa je guljah. Po je pa preklopil na razmišljanje, človekova razmišljanje, na software. Kvari se pa s hardverom, ne, ampak je rekel, mislim, računalniško bi zdaj rekel, pismo software je treba zdaj, ne moš ti zdaj možgane odpirati, to, kar je Krepelin delal, istega leta je bil rojen kot Freud, on je pa pionir psihiatrov, ne, pa elektrošokov, pa farmacevtska industrija ga kuje v zvezde, ne, z elektrošoki se lotevo, pa brskal po sinapsah noter, po možganih odprl, lobotomijo delal, Freud je pa software popravljal. Glavno psihoanaliza, ta lobby, ki obvladuje vse te licence, šolanje, ima eno hudo slepo pego in se ne bo odrekel dolgotrajnih procesov izobraževanja, takšnih, kot smo jih mi imeli. Tukaj sem imel eno srpkino, 2 psihiatra IPO. Zelo dober podcast. Vse fejst tudi v temo brcajo, sorry, ker so psihiatri. Ampak gostijo tudi Aleksandra Dimitrijeviča. Tudi ta je pa top of the top, po moji percepciji. Dela v Berlinu, Srb. Pa je pa tam ena, ko je, Milica Vezmar. Ta je neka stara, ne vem, 30 let. Že mama je psihoanalitična psihoterapeutka in že babica je bila. Zdaj pa še ona. 1 leto je ležala s telefonom za glavo. Pa je psihoterapeut govoril, njej ona, torej on je tam bil na telefonu, ona je pa govorila na kavču med korona krizo. 1 leto je to ga imela. To je denarja stran vrgla, ko mama pa babica. Ker se je tako delal, no, se je delal tudi ta Hugo Klein. Še v času Freuda ta delal, Beograjčan je, Žid. En je Edward Klein, Zagrebčan, močen v psihoanalizi, zelo močen. Zagrebški židovski psihoanalitik sem je že umrl. Pa je pa Hugo Klein, ta je pa Žid beograjski. Oba dva močna v psihoanalizi. Ker psihoanaliza je bila v domeni Židov. Prvi odličen psihoanalitik, ki ni bil Žid, je bil ravno Jung, s katerim se je pol Freud razšel, ne, sta se, rekel, skregala. Bil je pa Pelegan za naslednika Freuda, ampak pol je zabluzil, ne. Če sem posnel par videov na to temo. Ok, sem rekel, če hočete kaj o psihoanalizi mimo mene še zvediti, ok, Robert Tore pa psihiater kritizira psihiatrijo kot koncept. Aleksandar Dimitrijevič, on pa v angleščini so sicer, ampak zelo dobra angleščina, pa Srbije, drugače. Imate tudi 2 psihiatra IPO, ful dober podcast, je tudi gostoval. Pa še na nekaj srbskih teh medijih ful dobro govori. Ampak večino najboljših predavanj Aleksandra Dimitrijeviča imate v angleščini. To je enih 10 predavanj, po uro, uro pa pol. Se splača poslušati. Jaz sem vse to preposlušal. Vse to, tudi angleške, vrle znalce,
nič niso proti Dimitrijeviču, ki je imel tega Huga Kleina v ozadju, ne. Sicer je v osnovi psiholog, ne, dela pa v Berlinu. Uh, Zdaj, ko bom še rekel, a ja, tale Milica Vezmar je povedala, kakšno edukacijo imajo Srbi. Ne. Možete prvo dva psihoanalitika uradna tam naprositi, da ti data neko pozitivno mnenje v nekem intervjuju, dva ti morata plus dati, kljubco. Pa greš pa ti z vlogo psihoanalitičnem društvu srpskem in pa ti oni potem dovolijo ali ti pa ne dovolijo. Ne. Zdaj to, koliko stane, ne bomo o tem govorili. Ne. In pa imaš eno leto psihoanalitične edukacije, eno leto si tam na kavču, parkrat na teden. Če pa korona, imaš pa telefon, terapeuta vzad. Vse si lahko tudi na fotelju, ni treba, da ležiš. Ne. Ampak v psihoanalizi je še vedno ta kavč, ne, kot ostanek latentne želje psihoterapeuta, da bi svojo pacientko se dol dal. Vse se kot človek. Ok, pa imaš ti tle še edukativne seminarje, 10, bi rekel, seminarjev moš napisati in potem moš imeti še, mislim, da celo samo enega, po nekje je več teh primerov, svoj primer, kako ti psihoterapevtsko obravnavaš, nekoga moš predstaviti pred supervizorji. Tako je v Srbiji. Ne vem, kako točno na Hrvaškem. V glavnem, to je ena velika sadomaza orgija, kjer te lobi psihoanalitični jebe v glavo, da ti trpiš, ker moš toliko cajta to delati. Ne. Zato je tudi psihoanaliza v bistvu zelo neskončna. Ne. Bi rekel, zadnji spis Freudov, leta 37 ali 39, celo po smrtvi je šel, 37 leta je napisal, konča je neskončna psihoanaliza. Ne. V bistvu psihoanaliza je vedno neskončna. Ne. Medtem se pa veliko dnačkov obrne. Skratka, tisto, kar je res problematično, so odpori. To so nezavedne reakcije na neljubo resnico, ki jo pacient noče slišati o sebi. Ker je to, ne vem, agresivna, seksualna, ne, živalska. Ne, nezavedno jedro tam je in to nezavedno jedro je neljubo. Nadjazu, ne. Se pravi, z pozicije zavesti ti ne moreš prenesti, kaj imaš ti v nezavednem, in pa imaš velike odpore, nočeš o tem govoriti, nočeš slišati, rečeš, to pa ni res, zdaj ima pa dosti tega, hočeš terapevta, ki je po gobcu sekati, ne. Negativni transfer. Jaz sem ta a priorni status subjekta, za katerega se predpostavlja, da ve. To hipnotransferno pozicijo imam, ne. Jaz, ko ljudje k meni pridejo, že vejo, a to je pa on, ko se ve. In pa nima toliko teh odporov, ne, ker imam že a priorni pozitivni transferni odnos. Ne zapadem pa v kontratransfer zaradi tega, ker jaz nič ne čustvujem nazaj. Ok, pride kakšna dobra mrha, mislim, to bi najraje mežu, ne. Ampak ni to tisti transfer, ki je značilen iz klasične psihoanalize, ko se ti par let pogovarjaš in na koncu se oba dva sta zaljubljena, ne, in pa se razdrejo zakoni in pacientka in terapeut se poročita. Ne. Tega je kar dost v psihoanalizi. Ok, tudi licenco lahko zgubiš, če se spozabiš, pa se dol daš. Ampak pri meni ni te opcije, ker jaz ne zapadem v kontratransfer. Pozitiven transfer pa že imam, ker ljudje pridejo k meni, ki mislijo, da se pridejo k Bogu spovedati, ne. In vejo, da jaz vem, ker vejo, da ne prodajam bučk. Zato jaz ne rabim tudi ler analize, jaz ne rabim supervizorja, da bi tam razlagal, joj, zdaj sem se pa jaz zaljubil, zdaj pa že toliko cajta k meni hodi, sva prav zaljubljena. Joj, da ne bi kaj, bi rekel supervizor. Nimam jaz teh zgodb. Nobenih nezavednih vsebin iz otroštva ne preslikavam v terapevtsko situacijo. Ker meni ne hodijo toliko časa, da bi se to čustvovanje vzpostavilo. Zato ne rabim, ne vem, kakih supervizij. Ne rečem, da jih nimam. Včasih kaj konzultiram s tistim, ki jim zaupam. S tistimi, ki jim zaupam. Skratka, zdaj odporov se da izogniti. Odporom, ne. Odpor lahko pretentaš s placebo fintami. Ne. Veliko je teh fint, ena od teh je placebo.
nadmudriš pacijenta in on zgubi odpor, odpor zbledi. Jaz to delam načeloma uh, s hipnozo. Ne. Zdaj ne bom šel vse detalje, kako se jaz to lotevam teh odporov. Ne. Ampak jih zelo hitro zaznam. Če nekdo ima odpore, potem znam verbalno tako besediti, da sam sebi ne gre na živce, če ima on željo, ali pa če ima recimo odpor do tega, da je v spolni zlorabi ženska uživala. Jaz znam, bi rekel, v enem sočutnem momentu stvar tako predstavi, da ona ve, da ni kriva, da je klitoris užival, da je bilo to lušen, ker je fiziologija vraženja klitorisa taka, da je spolna zloraba prijetna stvar, če pedofil zna to narediti. Da tudi orgazmi so mogoči. Imam te izpovedi. Zdaj, če pa nekdo kar suvereno reče, veste kaj, vi ste pa uživali. Se zmeša. Doktor, rekel sem ga jaz nagovorila. Ne branili se pa niste. Ne boste ne tako govoriti. Ti moraš obzirno razložiti, da je fiziologija draženja klitorisa taka, da je nemogoče, da to ne bi bilo prijetno. Ampak niste vi krivi. Nadja za, pa deklica še nima. A ja, jaz sem pa sam sebe skozi krivila, zato se pa skozi režem. Ko se urežem, mi kar odleže. Odleže mi, manj trpim, če se režem. Ko vidim kri, je tako lušen, ko bi orgazm doživljala. Ne? In zdaj seljačino, če ne zna obzirno servirati, da je to normalno, bo takoj vzpostavlja odpor. Ne? Premagati ali pa zato, da odpor zbledi, obstajajo številni načini, da omiliš odpor, da odpor zbledi in pride do uvida. In kaj pa uvid naredi, je simptom zbledi, izgine. Wow! Iz kupica stvari še nisem povedal. Ne? Psihoanaliza, kot dolgotrajna psihoterapevtska metoda je nevarna ravno zaradi tega transferja. Pejte gledati nevarna metoda od Karla Gustava Junga, kako je ono Sabino terapiral, kako sta se oba zaljubila. Pa je ona postala odlična psihoanalitičarka v Rusiji. Menda je celo Stalinovega sina terapirala in je rekla, fotor od tega otroka, ki je v vrtcu delala, je psihopat. Fotor je bil pa Stalin. Če ni bila to ena od teh Jungovih pacijentk. Ampak pa, ko ni več bila pacijentka, je Jung dobil drugo, pa drugo porivo. Prav ti pa rekel, ne to delati, to je transfer, ne podlegati temu, ne morem. Ni imel Nadja za močnega, imel je pa bogato babo. Jung namreč. Zdaj v psihoanalitičnem tem sektorju, pristopu s psihoanalitično metodo, ne, je več teh franšiz. Klasična psihoanalitična metoda je dolgotrajna, zastarela po mojem videnju, ampak grupna analiza, v Praparju sem jaz hodil na grupno analizo je pa podobno deluje psihoanalitično, podobno logiko ima, s tem, da ti v vid servirajo oni, so trpini, ki so v analizi, ki se sploh ne poznajo, pa se pogovarjajo in on seljak tam pride, pa mu reče, veš ko, ti si se pa tam nastavljala une, zdaj pa trpiš, ker veš, da se nastavljala. Sem tak je človek, ne, pa še malo psihoterapeut, ki je omenil, in pa se ona neha žret in zbledi samo kaznovalne v obliki, ne vem, ven dajanja resnice, bruhanja ali pa recimo rezanja, samo pretepanja. Vagine, recimo, ne? Ker sem imel en tak primer. Ne? To so grupni analizi, lahko pride do tega uvida. Ali pa partnerski odnosi, imajo tudi to foro, ker res, če partner terapiram, nikoli jih skupaj ne terapiram. Ne? Vsakemu posebej serviram uvid, pa rečem, gledajte, vaše otroštvo je bilo tako, odnos do mame ste vi tak imeli, vaša žena imela pa drug odnos do svojega očeta in vidva sta kompatibilna v kreganju. Ne, ona zaradi fotra, jeza do fotra, vi pa zaradi jeza do mame. Zdaj pa, da 3 otroke imata, nehita se kregati, ker bo ta ubila otroke. Ne? Joj, se res. Meni gre tako na živce, ki je moj oče šel meni. Ja pa ne, z očetom morate to predelati, ne pa moža jebete v glavo. Mož je samo dežurni krivec za fotrove grehe.
In moškemu isto, zamera do mame, klasični serijski morilci, zamera do mame, pa žena ali pa ženska najebe, ne kriva, ne dolžna. In če znalac, nek subjekt, za katerega se predpostavlja, da ve, to servira, lahko pride do vida in simptom, nek butast občutek, zbledi. In tudi v psihoterapevtskih teh seansah, na družinskih teh svetovanjih ali pa terapijah, lahko psihoanalitični uvid na podoben način prime in se partnerja, ki se terapirata, predrugačita, da ne rečem pozdravita. Zdaj, če sem jaz malo preroški, in zdaj bom malo samovšečen, ko se bo moja psihoterapija nekoč, kako se bo moja psihoterapija nekoč imenovala, jaz zdaj to prepuščam drugim. Mi je sploh vsem, kako se imenuje, ampak dejstvo je, da jaz improviziram v sektorju psihoanalize. In poskušam pospešeno priti do uvida. Kako pospešeno sem razlagal, da jaz serviram uvid. Jaz razvozlam rebus. Zgodbo jo slišim in jo razvozlam. Potem pa uporabljam še hipnozo za to, da utrdim uvid, pa zanuliram odpore, če se pojavljajo. Se ta suveren uvid, ki je znan že iz katarzične metode, jaz dopingiram s posthipnotsko sugestijo oziroma sugestijo med hipnozo, da zdaj pa prišlo do razodetja, kakšnega že, da ta interpretacija tako suvereno drži, da bodo vsi tisti butasti občutki zbledeli, ker je uvid tako suvereno človeku dopovedal, da ni bistveno tukaj sedaj to pa to pa to, ampak je učinek otroštva bil ključen, da so bili občutki spodleteli. In ko se to pod hipnozo učvrsti, se človek predrugači. Uvid prime. Odporov ni. Zdaj, kako bo, kjer zdaj to imenoval, kaj jaz delam. Ampak jaz delam to bistveno hitreje. Nobenih prostih asociacij ne maram. Mislim, ne maram. Ne rabim. Sploh jih ne maram, ker to sam zavlačuje. Vsaka izpoved, ki jo jaz slišim, je zame simptom. Se pravi, vrnitev nečesa iz otroštva. Prvost se uveljavlja v drugosti, drugosti pa odraslost. In če jaz gledam odraslost kot simptom otroštva, vem, da je bilo z otroštvom nekaj narobe. In ko vem, kaj je bilo vse narobe v otroštvu, popolnoma razumem, zakaj je odraslost tako spodletela. To je pa že uvid, ki se mu ga da, dotičemu, fino, obzirno servirati, da še njega obuča zadane tako, da občutki spodleteli, simptomi moteči izginejo, zbledijo. Se pravi, v psihoterapiji gre za intervencijo v določeno travmatično jedro. To travmatično jedro se je formiralo kot miselni sistem, kot sklop nekih misli. Jaz govorim o miselnem odtisu. Vse v otroštvu pušča v psihični realnosti določen miselni odtis. In določeni travmatični miselni odtisi so travmatični zato, ker je investiranega, zabezecanega, kateksiranega, je angleški izraz, bezecov, ki je nemški izraz, Freudov izraz. In mi smo bezecov prevajali v zasedbo, Francozi v investicija. Jaz govorim o energetenih, infantilnih mislih. Branko Gradišnik govori o nabitosti z energijo. Energija je pa libido. Vsaka infantilna misel, ki ima oenergeteno to komponento, Freudov izraz je bil tudi afekt. Veliko libida je ulitega v določene misli in te misli ima status čustev. Najprej je bila misel, potem je bilo čustvo. To sem se zadnjič nekaj spraševal, vam ga povedati. Prvo je bila misel, ena zelo kompleksna misel, ki misli ugodje, ima pa status čustva. In vsa čustva, ki so bila hiperlibidinalno investirana v otroštvu, imajo svoje simbolno nasledstvo. Oralna faza ima svoje zakonitosti, torej svoja vračanja, mama, dobra dojka, hranjenje, spremljanje, dobre dojke, lepe mame, se mi lahko zaljubljamo, smo optimistični, ker se oralna faza vrača. Skopuh,
trma, sadist, analna faza. Falična faza, tekmovalnost, ljudi po kompleks kastracija, razlike med spoloma, ženskost, možatost, faličnost, testosteronskost pri moških, zgledovanje po moških v objemu zavidanja penisa, to je falična faza. Zelo energetina. In potem se zgodijo moškinje v odraslosti preko fantinja, pol pa moškinja. Pa ste pa dobite v zakon, ste pa najebali. Naj gre vse v politiko, pa gospodarstvo, tam bojo pa hudiči lahko rep spulje, ali pa vse zajebala. Ker moralne razsodnosti nimajo, ki je stvar ojdipa. Pri moškem, ne? Pri ženskah tudi ojdipa, ampak moč nadjaza je šipkejša. Zakaj že? Sem drugje povedal, ne? Skratka, vse te libidinalni konteksti, tudi tip navezanosti otroka na mamico, ful libidinalno investiran, varna pa nevarna navezanost. Vse te libidinalne investicije imajo nasledstva v odraslosti. To moramo vedeti in če vse štekamo, ne rabimo metode prostih asociacij, da bi se prebili do vida. Najprej pri psihoterapeutu, da on štekel, pa čaka, kdaj bo še pacient. Ne, treba mu je servirati. Skratka, ne vem, ko sem še vse kaj spustil. Po mojem videnju je klasična psihoanaliza kot psihoterapevtska metoda eno po nepotrebnem dugovlačenje, zavlačevanje. Terapevt zasluži premiki v smislu izgube simptoma ali pa boljšega počutja so pa minimalni ali pa zaznavni čez 10 let. Vprašanje pa je, če čez 10 let ne bi bilo nekomu tako dober, tudi če ne bi bilo psihoterapije. Samo 30 000 € je stran vrgo. Ne? Tudi to so že delali, neke raziskave in so špekulacije, ne? Da psihoanaliza dolgotrajna je brezpredmetna, ker čez 10 let se bi človek že sam pozdravil. Malo z delom na sebi, malo pa tako spontano. Tudi zato, ker bi se mu vračalo določeno obdobje iz otroštva, kjer ni bilo več travme. Tam do 6. leta je bila travma, od 6. do 8. pa nič več, pol pa, ne vem, od 40. do 50. leta se terapira, po 50. letu je pa kot nov človek. Zato, ker se mu je obdobje iz otroštva, drugo obdobje začelo vračati. Psihoterapija sama po sebi, vprašanje, koliko je učinkovala. Vsekakor je potrebno intervenirati, po mojem videnju, v infantilno jedro, ki ga predstavlja v bistvu miselni odtis, ki se ga otrok ustvari v svoji glavi v povezavi načeloma z nekimi dogodki iz otroštva. Neki dogodki so in otrok ustvari miselni odtis. Lahko se pa zavozla in si ustvari miselni odtis čist napačnega, ker dogodek je bil tak, pa tak, pa tak, otrok je začel travmatično razmišljati, ker se je zavozlal. Tako je bila ta Berta Poppenheim, Ana O, čist zavozlana, ker je mislila, da pes pije z istega kozarca kot ljudje. Se je zakalkulirala, ker pes je pil svojega kozarca, ona je mislila in 10 let ni mogla piti z kozarca, ki je pa spoznala, da se je v bistvu motila, je prijela kozarc po 10 letih in začela piti z kozarca vodo. Ne? Prej pa 10 let ni mogla. Samo na nivoju psihične realnosti se je zakalkulirala in si ustvarila miselni odtis, ki ga moramo najti kot nezavedno jedro, ki ga moramo razvozlati, predelati, da simptom, nadležen simptom, izgine. Zdaj se jaz malo opravičujem za to mojo samovšečnost, ko pravi, ne, kako se bo pa nekoč psihoanaliza kot terapevtska metoda predrugačila, proste asociacije bo zbledele in se bodo delalo tako, kot jaz delam. Ne. Malce je samovšečno, ampak boli me, ne bom povedal, ko. Zdaj pa tole jaz lahko nadgradim. Saj nisem, kopica stvari sem spustil, nisem povedal. Ampak naj se najde nekdo, ki me je dostojno spraševal. Ne, da mi skozi nekaj kale, ki pod tace spuša. Pa me spotika. Tako kot me je Klemen v Aldeji. Skratka, zdaj pa že ura 2. To je bilo to, jutri grem na morje, pa obril se bom.
Čau!